Stopiti v velike čevlje ni enostavno, nadaljevati uspešno zgodbo in jo hkrati pisati po svoje je velik izziv. A za Roberta Medleta uspeh niso le številke, uspeh je odgovornost do tradicije, zaposlenih in prihodnosti. Robert Medle je lastnik družinskega podjetja Roletarstvo Medle iz Novega mesta. Za vsakim izdelkom, vsako odločitvijo in vsako rastjo so leta vztrajnosti, tudi težkih trenutkov. Vse skupaj pa je pripeljalo do pol stoletja izjemne zgodbe. Ja, lep pozdrav, živja. Ja, pozdravljen. A lahko na začetku najprej razrešiva vprašanje, da te kličejo Robi ali Robert? Kako je to, ne? V bistvu sem Robert, ne, ampak najraje vidim, če me kličete Robi, pa da se tikava nekaj, če ne se malo prestarega počutim. V redu. Tudi jaz, tikanje je takoj podre neko, se mi zdi to bariero. Nasploh, a se ti zdi, da smo Slovenci tako zategnjeni, ko gre za vikanje, tikanje, ne? Ker vseeno nas naučijo, da starejši ljudi vikamo, potem, ko se spoznamo, se mi zdi pa, da se na kavi ali pa ob pivu ali pa tako se pa kar hitro začnemo tikati. Ja, meni se zdi prav, da se pač človeka, ki ga ne poznaš, da mu pristopiš, pa da ga vikaš, ne, in potem ti moraš, še posebej, če starejši, ti mora on dovoljiti, da začneš tikati. Mislim, da v naši generaciji bo to kar lepo razdeljeno. Zdaj vidim te mlajši, ki pridejo, pa mi všeč, ful mi všeč. Pride, sem že takoj na tip, pa se nisva niti še roke dala, ampak okej, sprejmem to, pač, da je tudi to mi všeč. No. Brat ti pa še noben je rekel, ker zdaj mladi si reče, brat, to sem zdaj opazil, ne? To pa še nisi. To v bistvu nisem še z nobenim. V redu. Ja, nič, ker govoriva o tem, da si podjetnik, oče, sin, zelo angažiran v družbi, v svojem okolju. Mogoče bi s tabo najprej začel čist na začetku. Kje si odraščal? Kakšna je bila ta družina? Ja, ena zanimivost je ta, da sem pravzaprav svoje prve 3 leta življenja v Nemčiji preživel. Sicer sem bil rojen, je prišla me mama roditi v Novo mesto, pa takoj po porodu sem šel nazaj v Nemčijo, tako da dejansko moj prvi jezik je bil pravzaprav neka ulična nemščina, in ko sem po 3 letih nazaj prišel, sem imel kar težave s tem, da sem odpravil svoje te napake v izgovorjavi. No, potem pač smo se preselili v Slovenijo in takrat je oče začel svojo zgodbo poslovno in sem se mu jaz pač, ne bom rekel, pridružil, jaz sem bil zraven. No. Zdaj moram seveda vprašati, kako to, da ste bili v Nemčiji? Oče tam delal? Mama, se pravi starša, sta imela v najemu na Gorjancih pri Miklavžu tisto planinsko kočo in jih je pač en sorodnik, očetov sorodnik, stalno nagovarjal, ko je prišel nazaj na dopust, jih je nagovarjal, da je priti v Nemčijo, tam boš se da veliko bolj zaslužiti. In sta se kar kmalu, mislim, odločila, pač da gresta po nek začetni kapital v Nemčijo. In sta bila kar uspešna tam. Oče je kar hitro sicer bil kot gradbin začel, pa je šel kmalu nekam v nekomu privat, je imel ribogojnico, je bil njegova desna roka, zgradil mu ribogojnico, pač vodil posestvo tam. Ampak potem je pa moj brat bil na vrsto v šolo, se pravi 4 leta starejši brat, bi moral iti v šolo in takrat se bo treba odločiti in sta se odločila, da se vrneta raje v Slovenijo, Novo mesto, da bo bolje, da začne šolo hoditi in takrat je bo te konc te zgodbe. Nemške avanture. Na katerem koncu Nemčije ste bili? Amberg, to je blizu Regensburga, Nürnberga, to območje. Se še kdaj vrneš tja, gre oče še kdaj tja pogled, pa mama, gresta? Jaz sem bil pred leti tam, sem svoje sinova smo peljali gor toliko malo pogledati, sem najdel celo tisto hišo, sem si jo spomnil, moram reči, 3 leta sem bil star, ampak spomnim se pa par detajlov, se pa spomnim, čeprav sem bil res mlad, tako da smo šli pogledati, ja. Mama je tudi bila pred parim leti, oče pa je že upokojen, no. Zdaj, moram te vprašati, ko prideš iz Nemčije, si bil 3 leta star, verjetno je bil to vsem šok, kot si rekel, najprej malo govorna izgovorjava, kako so te pa tvoji prijatelji potem, oziroma sovrstniki takrat gledali, ne, Robi iz Nemčije?
Niti se toliko ne spomnim tega. Moja mama je pravzaprav začela delati kot vzgojiteljica, tako da sem bil v vrtcu pri njej, mislim, ne v njeni skupini, ampak sem bil zraven. Ne spomnim se, da je imel kaj težav, samo to, da sem mogel stalno logopedo hoditi, ker nič nisem znal prav izgovoriti. To je edino, kar se spomnim, pa spomnim se, kako sem skozi prosil mamo, vsaj prvo leto, kdaj gremo domov. Ker imel sem veliko prijateljev tam uličnih, to se spomnim nekaj vrstnikov, ki smo tam se po ulici igrali, tako da to je edino, kar se spomnim. Pa kakšne druge težave se pa ne spomnim. A nemško danes govoriš tekoče? Ne, nikoli se nisem potem nemščine učil, glih zaradi tega, da se mi ne bi te pač napake pri izgovorjavi ponovile, v šoli je bila angleščina, ampak imam je vse to nemščino, tako da nimam nobenih težav, ko pridejo partnerji iz Nemčije, jaz jih dejansko razumem skoraj vse, govorim pa raje ne, razen te osnovne fraze, če treba kaj po Nemčiji iti, to mi pa ni problem, kaj kakšne par stavkov povedati, pa enostavnih, to pa tudi še znam. Ko sem te povabil v studio, sem te prosil tudi za nekaj fotografij oziroma krajev, ki so ti zelo blizu in ljubi. Seveda Novo mesto na prvem mestu, zato smo ga dali tudi za tabo. Kam ste se točno v Novo mesto preselili, ko ste prišli domov? Kje ste živeli? Kakšen je bil ta dom? Ta čas, ko sta bila v Nemčiji, sta tudi gradila hišo starša, ki je imel dole eno malo večjo garažo, in tu je prej se imenovalo Žabjevo, še zdaj smo krajevna skupnost Žabjeva, čeprav je tu zdaj že čisto združeno z Novim mestom, v neposredni bližini tovarne Revoz. In tista garaža, mislim, da nikoli ni bil avto noter parkiran, da je enostavno takoj, v bistvu kako je oče začel s tem, no, da povem tle. On je videl, da pri tej hiši, ki je gradil, da je najtežje prišel do rolet. In dejansko je potem tistega potnika oziroma tistega proizvajalca iz Ljubljane prosil, če bi bil on njegov zastopnik. In moj oče je to takoj bil njegov zastopnik in začel to zelo uspešno zbirati naročilo. Potem je pa videl, da sta se dogovorila, to ne vem natančno, kaj je bilo, je pa kar že sam začel te rolete proizvajati, se pravi pri temu je nabavljal repromaterial, potem pa smo v garaži iz tega rezali rolete, se pravi, bilo treba iz velikih palc razrezati na mero, pa se bez ta pribor zraven. In tu je ena miza znamenita pri nas, ki smo, jaz pa brat, celo otroštvo se vrtelo okrog te mize. Zdržala je pri nas skozi, ko smo se pa že tretjič selili, potem smo se jo pa poslovili njenih 25 let, pa sigurno je bila pri nas ena lesena miza, na kateri so se zlagale te rolete. No. 50 let, a ne? Je to zdaj nazaj, če tako pogledala? Letos smo obeležili 50 let, ja. Zdaj morda, če se še malo pri tej družinski dinamiki ustavim, kaj ti je družina dala? Vem, da si ti danes oče 2 sinov, ki sta tudi že vpeta v podjetje, ampak o tem mogoče malce kasneje. Kaj so te naučili? Kaj je mama od tebe morda zahtevala? Kaj so bile tiste vrednote, ki ste jih takrat imeli? Na prvo mesto bi gotovo dal delovne navade. To je, pri nas je bilo delo čist samoumevno. Se pravi, to je popoldne, ko si šole prišel, je bilo prvo, če res nisi imel nakaza, da imaš nekaj za šolo delati, nekaj ekstremnega, si bil že dodeljen v kakšno delo v delavnici. Na drugo mesto bi gotovo lahko dal poštenost, se pravi, zelo smo cenili svoje stranke, pa zelo smo cenili svoje sodelavce od nekdaj in tudi tiste 2 vrednote, mogoče, ki bi jih najbolj izpostavil. No. Ja, drugače se pa res vse okrog dela vrtelo. No. Sta bila oče in mama stroga? Ja, bi rekel, da kar oče še posebej. Njega sva se z bratom kar bala. On se ni veliko z nama ukvarjal, se je več mama, ampak če sva kakšno hamlarijo naredila, je pa on tist, ki je kakšne vzgojne zadeve, ko je ukrepal vzgojno, bom rekel. Danes, ko si ti oče, si kaj tega prenesel tudi na svojo vzgojo in pol seveda tudi kaj spremenil? Poskušam veliko zadev ne spremeniti, posnemati, ker dejansko vidim, da so delovale. Je pa zdaj čist, so malo drugačni časi, ne moreš čist tistih tehnik prenesti v sedanji čas, ampak ja, neka pravila pa definitivno sem prenesel. Ne. Recimo, ena od takih je bila, da jaz sem pač zvečer, če sem bil petek, sobota, ko sem lahko šel ven, že kot srednješolc, je bila določena ura, ne vem,
prvo leto, prvi letnik, mislim, da sem imel do 9 zvečer izhod, ne, drugo leto od 10 pa 11, ampak pa sem do polnoči. Ampak dejansko vsak let 1 uro več, recimo. Zdaj, če pogledaš današnji čas, pa se pred 10 uro nič ne začne. Ne? In dejansko bo treba že tle takoj malo drugače narediti, pa popustiti. Ker če bi jaz ustrajal na enakih urah, če bi bil verjetno v problemih, malo v konfliktu, precej večjem potem z sinovi. No? Ok, mogoče sam še eno vprašanje z te začetne mladosti. A kaj pogrešaš od takrat, da si danes recimo že vse drugače? Da rečeš, ok, tako kot si sam že rekel, časi so se toliko spremenili, tudi sam, na primer, se spomnim, da smo bili veliko na ulici, da smo veliko, takoj ko si seveda rekel, da imaš nalogo narejeno, že dobil neko delo. Ne? V bistvu smo bili ves čas vpeti, pa ves čas prosti, se mi zdi. No? Mislim, da bi rekel, da pogrešam. Ne, je pa res, pogrešam pri svojih otrokih. Ja. Kljub temu, tudi ne glede na to, da sem bil precej vpet v delo, no, ampak smo tudi zvečer, sem pa lahko malo predem do konca dneva, sem na igrišče bližnje šel tam košarko igrati. Tega pa pogrešam, mislim, tistega druženja pri otrokih ni več takšnega, kot je bilo včasih. Smo bili dejansko smo se dobivali na nekih igriščih, ali bo to nogomet ali košarka nekje zvečer. Ko je bila tema, se je še ne pol ure počakalo, potem si jo pa mahnil domov. Ne. Zdaj pa tega druženja ne opažam več toliko in mi ni všeč, ker se vsak bolj sam pri sebi druži. No. To je ena zadev, ki bi jih spremenil za našo mladino, no, ampak je drugega oziroma ne bi se spomnil. No. Če mogoče primerjava nekoč in danes, kaj se je pa vendarle izboljšalo? Ne? Ti si bil vpet v podjetje recimo od prvega dneva, seveda, ko je oče začel, pa morda ne samo podjetniško, tudi tako družinsko, družbeno, bil si priča, na primer, da smo dobili svojo lastno državo, takrat smo bili vsi zelo navdušeni, jaz sem bil sicer malo premlad še, ne, da bi razumel, kaj se nam zdaj dogaja, ampak vseeno, kaj se ti zdi, da se je pa spremenilo na bolje? Mislim, predvsem imamo več dobrin. Ne? Jaz se spomnim še časov, ko je bilo treba ob sobotah, me je mama dala v trgovino vrsto stati, ki je slišala, da bo prašek prišel, ali pa da je slišala, da bo kava prišla. Pa je enega otroka riskirala, da je stal v vrsti tam po 2-3 ure in da smo dobili tiste 3 kile praška ali pa pol kile kave. Potem, če si hotel kakšne kavbojke, ki je tazga, bo treba seveda iti v šverc v Italijo. Če si hodil imeti kakšen novejši radio, ki je tazga, bo treba iti v šverc v Nemčijo. Tega je bilo. Zdaj pa je dejansko vse ali v bližnji trgovini, ali v shopping centru, ali je pa celo sam na telefonu, pa naročiš, pa je čez 3 dni pri tebi. Tako da te dobrine so pa mogoče največja razlika, bi rekel. Kdo je bil brat ali tisti, ki je ponavadi stal 2 do 3 ure? Jaz sem bil malo bolj živ, tako da je bilo bolj za mene, da me ni videla, pa me je poslala. Še ko sem bil mlajši, moram tudi to povedati, ta je bila tudi dobra, ker sem bil res malo tak, nekako me je mama izmeri. Mama je vedno iskala zaposlitev zame, ker če ne, sem kakšne hemlarije počel. In se spomnim, smo imeli zmeri nekega zidarja okrog, oče je zmeri bil še, kakšen zid postaviti. In smo imeli enega hišnega zidarja in tisti hišni zidarji načuvali samo pivo pil. In moja naloga je bila, da je imel on dovolj piva. Jaz sem lahko nesel samo 2 flaše naenkrat in dejansko sem cel dan, ker on ga je res veliko pil. To je bilo tam po 12-15 piv na dan. In sem cel dan hodil v trgovino, lepo pivo nazaj in me je zaposlila. Zidar je pa ni bil žajen, ne. Je to bilo tudi res zmeraj delo so mi iskali, to je bila prioriteta. Tudi zdaj imam babica, kot je babica, pa za moje sinove, ne, ni kot vnuke, kadar so pri njej, vedno jim dodeli nekaj, nikoli brez delja, to mi boste naredili, tako da to so res bile dobre vrline. No. Pri tem delu se bom zdaj malo ustavil, ker se mi zdi, da se kar velikrat pogovarjamo, ali je delo, ne vem, danes še vrednota, vrlina, si sam rekel, delo je drugače danes, se mi zdi, na delo drugače gledamo. Ne? Zdi se nam, ok, delo bom to, kar sam želim, delo bi morda manj kot moji starši, oni so zdaj zgarani, jaz bi to drugače. Kako gledaš na besedo delo ali pa na delo sploh, vendarle si ti tudi lastnik, direktor, to so potem malo drugačne stvari, zato imaš verjetno drugačen pogled, ampak vendarle izhajaš pa, kot si sam rekel, ne, iz družine, kjer je bila dela neka vrednota, kjer se je vse začelo. Mislim, moje videnje delo sedaj, pa delo včasih je v tem, da
se običajno zdaj za neko delo opravljeno pričakuje plačilo. Ne? Včasih se je pa delalo ogromno na prostovoljno, se pravi, ne vem, ogromno hiš se je zgradilo, samo je bilo treba spraviti par prijateljev skupaj, pa poskrbeti za malce pijačo, noben ni pričakoval kakšnega plačila. Potem je vsa društva športna pa to sodelovala na neki prostovoljni bazi. Noben ni niti sploh pomislil, da bi vsak, ki prišel, je vedel, da bo to zastonj pomagal, pa da bo nekaj svojega zraven. Ne, zdaj je pa delo, se pa pričakuje, ne, da je vsak neko delo prav, pa potem že malo vaga, ali nisem kaj zaslužil, mogoče bi bilo treba me kaj nagraditi za to. Tle vidim največjo razliko in to celo najbolj pogrešam od teh starih časov, pogrešam to prostovoljstvo, ker enostavno to so bile res dobri dogodki. Pa smo v nekem smučarskem društvu, ki ga je oče vodil, smo bili in je bilo treba očistiti smučišče. To je sklical, to nas je bilo pred 50, ki so 2 vikenda zapored smo sekali tiste veje, pripravljali smučišče. To je bilo treba, samo par kranjskih klobas je kupilo, malo kruha, zenf, pa se je tam ogenj zakurilo. To so bili pikniki, ampak to vse prostovoljno. Zdaj tole organizirati je kar že izziv. Tiste spomladanske čistilne akcije, mogoče še eno zadev, ki še nekje vidim, da gre, vse ostalo pa tega že skoraj ne vidim. No. Enkrat je prvi mož NLB Blaž Brodnjak dejal, da bi on predlagal, da bi se vrnilo nazaj to prostovoljstvo oziroma kot neko obvezno služenje družbi. Nažalost smo zdaj v družbi, kjer se pogovarjamo o obveznem služenju vojaškega roka. A se ti zdi, da bi to kaj premaknili ali pa da bi morda to vrnilo neke te vrednote, da se družimo, da delamo v bistvu za družbo, da v bistvu, kot si sam rekel, ne, sej polko si pa skupaj, pa vidiš tudi neke druge pozitivne lastnosti, ne samo da to zdaj govoriva o mladih, seveda, ne, sej stari delajo za to, da zaslužijo. Mislim, časi so bile, ja, absolutno, časi so bile tudi te delovne brigade, kjer je bil v bistvu čas, da si bil tam, čas, da si na koncu značko dobil, pa da so te sam oblekli, par oblek si, par majic domov prinesel. Tako da ni slaba ideja, sem kako to spraviti sedaj čez, je pa to druga stvar. Meni tudi ta vojaški rok, jaz sem ga tudi služil, sicer mečkan kasneje malo zamikom, ker je ravno takrat je bil razpad Jugoslavije. Meni se ni zdelo to nič slabega. Je bila nekaj par mesecev neke malo discipline, da ti nekdo še malo bolj strogo ukazuje. In ta prostovoljnost bi pa predvsem pričakoval mogoče saj, da bi se organiziral tam, kjer nekdo prejema od države neko nadomestilo, nekaj, če pač je brezposelnen, se pričakuje nekaj ti država da, ampak nekaj pa moraš na zadnje imaš čas, pa lahko tudi nekaj v nekem prostovoljnem delu bi pa morali saj njih skoraj, jaz bi bil za to, da bi bilo obvezno, no. Da mora saj en del, če nekdo država nekaj rabi ali pa okolica nekaj rabi, če ti mi pomagamo, boš ti pomagal nazaj, ne, to je pa, saj tam bi pa bilo smiselno, no. Zdaj greva pa k podjetniškem modelu tvojega življenja. A si sploh kdaj gledal na to, da v resnici imaš možnost početi kaj drugega, kot to, kar se je začelo, tako kot si sam rekel, na tiste veliki mizi in od takrat naprej tvoje življenje v resnici prepleteno z družinskim podjetjem. Si namreč, lahko rečeva, naslednik, če se ne motim, pri 32 postal direktor. Danes imaš 2 sinova, ki se spogledujeta s tem, da bi nadaljevala tvoje delo. To je tvoje življenje. A si sploh predstavljaš, kako bi bilo lahko drugače? V bistvu tisti čas sem kar dosti razmišljal tudi. Mislim, to mi je bilo pač seveda ponujeno, da lahko prevzamem naprej, ampak sem tudi malo razmišljal o kakšne druge ideje. Mene je zelo trgovina zanimala, kaj bi lahko... Bil sem že tudi v študentskih oziroma srednješolskih časih, sem se malo švercem ukvarjal, pač tam si šel v Nemčijo kupiti neke zadeve, si dal ceno krat 3, so razgrabili in sem videl, da je tle kar dober dan. Tako da imel sem razne ideje. Po drugi strani sem vedel, da imam pa lahko pač te podjetju in tudi, seveda je včasih kaj tudi zaškripalo med odnosi, tam med mamo pa med starši, pa sem tudi rekel, pa se mi ni treba, se grem lahko kaj svojega. Ampak na srečo sem vztrajal in smo se dogovorili in sem čisto zadovoljen, da sem se odločil, kakor sem se. Ja. Se preden v podjetju moram vprašati, katere so bile najbolj popularne stvari iz Nemčije, ki si jih pripelju, pa so šle tako za med. Moje področje so bili Zippo vžigalniki. Zippo, to so bile kopije, to je bilo ravno takrat v času Top Gun filma, vsi so bili Top Gun, neke znakce gor imeli, to je
Jaz sem bil glavni dobavitelj to za Novo mesto, kar se vžigalnikov tiče. Bili so iz Top Guna popularni in pa iz teh raznih filmov, no, v glavnem, to je bilo. A te še danes kdo spomne na ta čas? Ja, ti vrstniki še, pa otroci tudi vejo to zgodbo, tako da me občasno tudi oni. Okay, zdaj, ko si vstopil v podjetje, kakšno podjetje je bilo takrat, ko ga je oče začel in ko ti ga je predal, v kakšni velikosti lahko govoriva, zato da potem pogledava, kaj si sam naredil v naslednjih letih? Ja, ko sem jaz to prevzel, je bilo že kar na podobnem nivoju, mislim, ko sem bil, da je bilo tam nas okrog 45 zaposlenih. In tisti prevzem je bil, jaz sem bil direktor, nisem bil še zmeraj, sta bila oba zraven, oče malo manj, ker smo mu ga dali neke druge zadeve, pa bolj se je vinogradil po svetu, ki je bil dejansko režel v penziji. Mama je bila pa kar vpeta skozi tam do krize 2008, konc 2008, začetek 2009. Takrat je pa bilo treba odpuščati, takrat je pa telefoni so nehali zvoniti, takrat je bilo pa kriza, takrat nas je bilo pa že okrog 70. Okrog 70 in sva morala jaz pa žena pač neke ukrepe sprejeti. Mama se je pomaknila, ker so bili tu pač neki zaposleni od nekdaj. Mi imamo res od nekdaj zelo mehno oscilacijo, da bi nam odhajali zaposleni. In to so bili vsi že dolgo časa pri nas zaposleni in se je mama takrat enostavno umaknila, ker ni upala. Pretežko je bilo. Pretežko je bilo, jaz sem jih moral pa, jaz pa žena svojih pa morala 10 odpustiti, to je bil plan, da smo te prvo 10 odpustili. Najdel sem, kako nadomestiti trg in takrat smo šli v tujino, sejme obiskati začeli, smo rekli, za tako malo firmo, ki je naša, se mora delo najdeti in smo začeli nove trge iskati takoj, ekipa je bila fenomenalna sodelavcev. In smo že isto leto, že leto 2009 smo naredili z 10 zaposlenimi in manj smo naredili ravno toliko prometa kot leto prej. Od takrat naprej smo pa sem še rastli. In to smo imeli kar krepko rast potem skozi 20-25%, 30%, tako da je bilo kar divje pol. Ko bo pogledala naprej, imam kar nekaj teh vprašanj o tej divji vožnji podjetja, ampak mogoče sam, da se vrnem. Nasledništvo v Sloveniji je kar en velik problem. Podjetja so večina zrasla tam v 90-ih, naprimer. Danes so starši v tistih letih, ko že razmišljajo o predaji. Ti imaš še brata, kako ste pa to uredili pri vas? Starša sta se odločila nekoga, pač, kakor sta se, njemu so pa že, mislim, da tam enkrat 95. leta dali možnost, da gre na svoje. Se pravi, ponujeno mu je bilo, da en del programa, ki smo ga hoteli pač usvojiti, da se ga da njemu, tako da je šel on na svoje z svojim programom notranja senčila, komarniki, tende, vse, kar je bilo iz blaga. Poleg tega je pa še smo kupili neke stroje od njega propadlega podjetnika za brezganje plastike, ki je tudi šlo njemu in je začel brezgati plastiko za nas. Tako da še zdaj je on en glavni dobavitelj za plastične dele pri nas. Mi pa poskrbimo res, da mislim, da tudi še zdaj kupimo več kot polovico njegovih proizvodov oziroma njegovega prometa mi naredimo. Smo še vedno zelo povezani. No, v glavnem, on je šel na svoje, potem jaz sem ostal starši, potem smo sicer ustanovili podjetje še enkrat, ker je bil spet brat zraven kot 25%, da bom dal na D.O.O. Ker se pa jaz pol čez en čas nisem več preveč strinjal, zaradi tega, ker dejansko je imel on svoje tam delo, jaz pa tle v bistvu sem res veliko napora vlagal in da je nekdo še 25% zraven, ki pač ni zraven in sem pač prosil, če se ga lahko izplača. In smo se tako dogovorili, tako da takrat sem jaz potem 50% lastnik. Na koncu sem pa še, se pravi, on gre svojo zgodbo, imamo gentleman's agreement, nobenih pogodb, ampak se ne napadamo, mislim, ne delamo si konkurence drugemu. Potem sem pa jaz, ko je firma končno malo zadihala, da smo nekaj uspeli, kar drugače pri tisti nori rasti, nimaš si zmeraj brez denarja. To je najtežje, nimaš denarja, nimaš ljudi, nimaš... res je to rasti zelo težko pokriti. V glavnem, ko smo se potem večkrat stabilizirali, ko sem
pa, ko je podjetje končno prišlo do nekega kapitala opremljivega, sem pa izplačal starše za rento, tako da v bistvu sta s to rento, mislim, s tem izplačilom dobro preskrbljena bila do konca. A so to težke stvari? Ne, nekaj je posel, nekaj so trgi, nekaj so vse te številke, po drugi strani je pa neka stvar, ki sta jo oče in mama začela, ti jo nadaljuješ, še brata imaš. Je to ena najtežjih stvari, ko greš v podjetništvo z družino v bistvu skupaj. Je kar zanimivo, ja. Je kar imaš neko malo večjo odgovornost, zmeri tisto odgovornost, ali bom tako dobro naredil, kot so moji pred mano, potem moraš spet z bratom to isto nivelirati, da si v normalnih odnosih, vsaj če ne v dobrih, ne. Meni je všeč, da smo v dobrih odnosih, njegovi otroci pa moji otroci so pa v odličnih odnosih, tako da to mi je všeč, ker je tle, imamo kar dosti poudarka na družini, poskušamo to pač držati na enem dobrem nivoju. Je pa dostikrat, problem, on je naš dobavitelj, če on dvigne ceno, meni ni prav, ali pa neka reklamacijo, mi nekaj reklamiramo, on prav to ni, in zdaj po drugi strani, če bi bil eden, bi se kregal do konca, zdaj ti pa brat, moraš pa zdaj tu nekje najti neko ravnovesje in tle je zahtevno, ker s kakšnim drugim dobaviteljem bi začel takoj drugega iskati, pa bi že dal nekaj, tle je zdaj pa malo. Po drugi strani pa potem nismo toliko konkurenčni, ker nismo toliko ostri, kakor bi morali biti do dobaviteljev, tako da ni najbolj idealna situacija. Prej si omenil, ko sva ženo potem to reševala, žena je tudi vstopila noter v podjetje? Žena je, odkar sva par, itak začela počitniško delo pri nas in potem tudi ona je bila kot jaz, kaj bom jaz sam, mislim, ona pa doma, tako da dostikrat je bilo, smo delali isto. Hvala Bogu, da se je pošta zapirala ob 8 zvečer, ja. Tako da smo vedeli, da je takrat je konc, ker smo pa še tiste pakete nesla na pošto in so bila vsaj od 8 ure naprej frej. Bila sva mlada, neumna, ampak dost pa ambiciozna, da smo pa vseh imeli odgovornost, da pa sva vedela, da je stranki treba ustrešti in sva bila kar poslušna pa pridna. Oče pa mama sta začela, sinova sta bila poleg, zdaj sta žena pa ti skupaj pa sinova sta poleg. Pri vas na družinskem kosilu sploh kdaj debata o čem drugem kot o poslu? Je. Je? Je kar, je pa res, da zdaj starejši tim je seveda doštudiral, pa je že mi pravimo na kroženju zdaj, da spoznava vse oddelke in zdaj, če ga glih pride na nov oddelek spet in takrat, ker dopoldne itak ne moramo se pač to pogovarjati, ker je na delu, je tega ogromno popoldne, ogromno vprašanj ali pa poročanja, kaj vidi, kaj bi on naredil. Tako da je veliko, predvsem zaradi njega, ker pač ima tu edin čas, da lahko sprašuje. Drugače pa poskušamo izklopiti. Tudi od svojih sodelavcev pričakujem, da tam petek popoldne, da izklopijo, ker dogaja se, da imaš ene malo bolj take, lahko rečem, zlobne ljudi, ki ti bo za nalašč spustil kakšno reklamacijo v petek ob 3 in zdaj, če ti mail gledaš in če te prizadene, pol gre cel vikend v maloro. Itak ne moraš nič ukrepati, se pravi, ga moraš žvečati cel vikend tisti problemi in jaz traj vidim, da tako da običajno petek ob 3 zaključim z maili, če mi kjer nujno rab SMS. Tudi poskušamo drugih, da ipak je treba se malo odklopiti. Rekel si, sin kar veliko sprašuje, a je bilo kakšno vprašanje, ki si ga prav zapomnil, pa si rekel, vidiš, če bi sam znal tako vprašati očeta, bi mogoče kakšno napako ali pa stvar naredil drugače? Ja, zdaj se ne bi kaj spomnil, pa to je na dnevni bazi. Je pa res, moj oče je bil tak, jaz sem se veliko od njega naučil, veliko sem se od njega naučil, predvsem, ker on je bil čisti samouk, nikjer se ni mogel niti, to je podjetništvo je dejansko takrat šele raslo, mislim, ni bilo neke zgodovine podjetništva in je delal zelo veliko napak. In nekatere napake so bile zelo nerodne in jaz sem se tistega veliko naučil in sem se naučil to, da ne ponavljati takih napak, ki jih je oče delal.
Seveda tu poskušam tudi pač na svoje prenesti, ampak jaz tistih napak itak ne delam, ki jih je oče delal. Recimo, ne, to so bile take čist banalne, ne, nekje, ne, da enostavno nekaj, kar ne veš, če ne veš v tem, ne razprede. Recimo je prišla ena poslovna partnerka na obisk, ne, in ima močnejše postave in moj oče pogleda, kdaj boste pa zibali, ne. Sem nažalost ni bila noseča, ne. Pa posla tudi ni bilo potem verjetno, ne? Potem je tudi posla ni bilo več, ja. Tako da je tako, ne moraš, če ne veš, če nisi siguren, molč. Ne govor, ne sprašuj, boš že zvedel, ko bo treba, ja. Katerih napak pa nočeš, da na primer tvoja sinova ne ponavljata za tabo? Zdaj si me dobil. Mogoče pa malo kasneje odgovoril. Prav, ja. Zmenjen. Mogoče še bi kar ostal pri podjetništvu. No? Danes vas je na kolikih trgih delate? Koliko veliki ste? Trenutno nas je okrog 200 zaposlenih. Glavni trgi so poleg Slovenije, trgi bivše Jugoslavije, pa DACH trgi, se pravi Nemčija, Avstrija, Švica. S tem, da ocenjujemo, da sicer uradno 35% izvozimo, ampak ocenjujemo, da okrog 65% naših izdelkov konča v tujini preko drugih naših partnerjev, ki izvažajo. Je pa res, da delamo v glavnem, ne delamo toliko do končnih strank, to nam je res minimalno, v bistvu se fokusiramo na B2B, se pravi na druga podjetja, druge podjetnike, ki vgrajujejo stavbno pohištvo ali pa izdelujejo ali pa proizvajalce hiš, gradbena podjetja, tako da smo bolj na tem segmentu, ne toliko do končnih strank. In kakšna je to odgovornost? To moramo vprašati. Ne? To si recimo tisti, ki tega ne delamo, nimamo 200 zaposlenih, nimamo takšnega cash flowa, ne? Niti ne znamo predstavljati. Pa dobro, je odgovornost, ampak moram reči, da sem s to številko 200 zadovoljen. Mislim, mi všeč to število zaposlenih, ker bistveno bolj smo trpeli, ko nas je bilo 30, 40, 50, ker si rabil ogromno multipraktikov, ker si rabil vsakim, eden nisi mogel imeti sem šoferja, je mogel biti še skladiščnik zraven, je mogel biti še vmes monter, pa v proizvodnji kaj delati. Same multipraktike si rabil. Potem zdaj lahko rečem, ne, pri teh 200 ne, imamo ogromno specialcev, ne, imaš toliko skladiščnikov, imaš za razvoj, imaš za marketing, enostavno si lahko neke službe, tudi pri tem prometu si lahko spet nekaj novega, zmislimo, če vidimo, da neko novo službo potrebujemo, pa novega zaposlenega, pa ga vzamemo še zato, ker je malo lažje. Po drugi strani pa 200 praktično vse poznam. Trudim se jih spoznati, ker recimo imamo, ko pride novi, imamo onboarding, kjer ima se vsaj 1 uro za tisti, ki tisti mesec pridejo, ali pa mogoče v nekem obdobju 2-3 meseca se pogovorimo, nekaj predstavimo, potem imamo letne piknike, pa konc leta imamo spet nek zaključek leta, kjer vsakmu osebno voščem nov let, da ga še enkrat pogledam, pa poskušam. In to 200 številka mi je ne bi imel, 300, ampak tole okoli 200 se mi zdi pa čisto obvladljivo, pa čisto v redu številka. No. Si plačal morda pri kakšni stvari na svoji življenjski poti, pa tudi ceno, ker si bil v podjetništvu, ker si bil ves čas vpet, ker si mogel ves čas delati, razmišljati, imel to odgovornost. Kje se to pozna? Mislim, dobro, malo zdravje, malo več je holesterola, čeprav skozi športam, malo želodec, bolj pogosto na tapeti, želodec zna zelo, še posebej, če prekinem tem malo športom, da mi ne znese, mi takoj na želodec udar predskešen, začne malo špikati noter in moram reči, mi kolo mi je najbolj, se pravi kolo, parkrat na teden, 2krat na teden, če mi rata kolo iti po kakšnih par urce, potem sem kar zdrav, kot da bi šel v zdravniku. Holesterol se bo treba pa tudi malo boriti še s kakšnimi, pa še malo bolj striktno prehrano. Se mi zdi, da na Dolenjskem je to kar pogosto, veš, da ni samo... Ja, pravi, da je cviček zelo učinkovit proti holesterolu, tako da je pa problem, so problem pa salame, ne. Salame, špeh, to je pa drug problem, Rekel si, da si veliko na kolesu, koliko kilometrov narediš približno na leto? Premalo, ne, ampak recimo, da mi tam rata... Cilj je 4500, lani sem prišel do 3800,
Letos moram nadoknaditi, se pravi, mora biti nekaj čez 4000. Imaš pravo specialko ali Koles imamo toliko, da zadnjič sem inventuro delal, preštel vse, ki jih imam, tudi na vikendih, in smo prišli skoraj do številke 40. 40 koles? Ja, tako da sem skoraj že kot kakšna manjša trgovina. Dejansko najraje vozim grevla, pa gorsko kolo, cestno najmanj, no, ampak na cestnem pa pol, ko gremo, mora iti pa 100 ali pa več, mislim, če grem na cestno in pol so za daljše razdalje. Drugače pa grevel se, to je kolo, ki se najbolj počutim z njim. Jaz zdaj moram vprašati, ne, Roglič ali Pogačar, ali to sploh ni vprašanje pri takšnih ljudeh, ki ste veliko na kolesu? Mislim, definitivno je Pogačar, ja, bolj spoštujem, ampak srce pa še zmeraj za Roglo bije. Enostavno se nam je bolj prikupil, tudi tisto se je težko mu oprostiti, Tadeju, ko ga je stegnil tisti tur, tako da, pa Roglič je, še ena zadeva je, Roglič je dejansko, ga imamo za dolenca, Vse za to? ker smo ga pač mi odkrili v našem klubu, rečem pa v našem klubu, ker zdaj sem še malo bolj vpet v tem klubu, sem celo podpredsednik postal kolesarskega kluba Novo mesto in on je še toliko bolj naš, tako da, ja, ampak seveda, obožujem tudi Tadeja Pogačarja, to, kar on dela, je pa etak, kad je pamet. No. Zdaj bom pa pri kolesarstvu malo stal. Omenil si, da si podpredsednik. Ta vaš klub je imel kar nekaj pretresov, sploh v zadnjem letu, umaknil se je, če se ne motim, te velik pokrovitelj. Kaj to pomeni? Ker zdaj pa greva na polje odgovornosti podjetništva in podjetnika do recimo lokalnega okolja. Ti si, če se ne motim, to predvsem začutil v športu, pa me boš potem še kje popravil. Kako izbereš, kam gre srce in kje podjetje lahko vidi nekaj zase in okolje od podjetja nekaj dobi? Dajmo, da prvo ta kolesarski klub obdelati, potem gremo pa ostalo. Zakaj? Kolesarski klub, dejansko sem padel noter, ker sem bil pač od bivšega pokrovitelja kot njihov dobavitelj dejansko prisiljen, da sem moral pač začeti pomagati klubu. Potem sem pa bil čez nekaj časa pa celo pozvan, če bi hotel kot ljubitelj kolesarstva, pozvan, če bi hotel biti v upravnem odboru in sem bil za neko obdobje v upravnem odboru. In potem se je zgodila ta zadeva lani, da je pač glavni pokrovitelj kar naenkrat odnehal in sem čutil neko odgovornost, da pač pomagam zadevo, če se bo le dalo rešiti, ker to dejansko je, to je enormno, mi smo res, te sponzorska sredstva so bila res velika in mi smo ostali čist brez denarja in dejansko ni drugega, upravni odbor je pač se zdaj trudi, zdaj imamo novo vodstvo, zdaj bomo šele začeli dobro delati, da klub stabiliziramo, da najdemo rešitve, verjetno ne bo toliko profesionalizma, ampak na mladih pa bomo definitivno ostali. Mogoče bomo šli v kakšne niše, recimo, ker imamo velodrom zraven, da bomo šli da bomo bolj fokus dali na velodrom. Ne vem, bomo videli, v glavnem želim klubu pomagati, ker je pač ima tudi klub za res tradicijo, en najboljših klubov, verjetno najboljši kolesarski klub v zgodovini Slovenije zaenkrat in ne moramo to kar pustiti, da propade. No. Rekel si ta odgovornost, ki jo pol čutiš, do česa vse ob podjetništvu čutiš tako odgovornost, naprimer v svojem kraju, v svojem okolišu. Nekaj je zdaj ta klub, ki vse si pustil srce, ker ga je že oče malo zasadil mogoče. Oče je bil zelo aktiven, tudi kolikor je imel časa v dveh, športih, ampak ja, imel je, bil je kot čem reči, vodja, ni bil čist predsednik, vodja enega smučarskega društva, pa potem je bil zelo aktiven, pa tudi dolgo leta predsednik jamarskega kluba in to, poleg tistega dela nas je ob vikendih spremljalo še te dva športa in dejavnosti, tako da sem bil tudi jaz jamar, smučar, pa itak sem tudi treniral nekaj smučanja, tako da sem nekako že kot mladost čutil, da je treba tlele nekaj dati za okolico nazaj, in oče je to več čas, to je bilo samo prostovoljstvo, to je sem, ko bo kaj več dal. Enostavno, potem prideš do tega, če prideš v situacijo, da imaš neke, presežke denarja, ampak da vidiš, da imaš toliko, da lahko pomagaš, sem jaz to dejansko nadaljeval, to idejo naprej. Sicer seveda glede na zmožnosti tudi bistveno nadgradu, tako da zelo podpiramo in se čutim odgovornega, da je
treba podpirati te športe, seveda predvsem pa športe mladih. Mene toliko ta profesionalizem ne zanima. In nimamo mi tazga brenda, da bi lahko ne vem kaj marketinško naredil, če bi podprl neko ful dobro ekipo, pa nekaj, ki igra neke evropske pokale, ker nismo mednarodni brand in ne vem, kaj bi nazaj dobil, tako da se pravi, ena varianta bi šel v biznis, ne pa da bi nekaj res od reklame nekaj nazaj dobil, več strank. Tega ne moremo, ker pač nimamo take dejavnosti, zato pa smo se odločili, da podpremo širšo pa okoliške, predvsem mlade, predvsem da tega, ker ni problem, vse se pobere denar za vadnine, s temi vadninami se pokrijejo recimo prostor pa trenerja, ne, ampak zmanjka pa recimo za prevoze na tekma, za prevoze, pa za organizacije teh tekem, pa kakšni turnirji, pa neke nadgradnje zraven. Mislim, tem klubom itak vedno kronično zmanjkuje denarja, tako da se pa tukaj čutimo dolžno to pomagati. No. Koliko klubom pomagate? Kje ste vpeti? Se pravi, kolesarstvo, potem košarkarski klub Krka in Žoltasti troti, potem ženska odbojka Novo mesto, moški rokomet Novo mesto, to je v teh ekipnih, potem imamo pa enih par atletov, ki jih podpiramo, potem razne mažoretke, ne vem, godbenike, tudi take govorinke, ki jih redno, mislim, tega je ni malo, pa tudi cifre niso tako majhne. No? Ja. A je to ena stvar, ki bi morala biti neka higiena podjetnikov v Sloveniji, da v bistvu s tem vračajo okolju, v katerem živijo in vračajo okolju, ki tudi daje temu podjetju to možnost za rast? Jaz mislim, da. Naše podjetje, recimo v naši okolici, s tem, kad dajemo veliko nazaj, smo na zelo dobrem glasu, ne? Se pravi, imamo neko prednost pri izbiri kadrov, pri nekaj, tudi drugače, moram reči, mogoče verjetno tudi zaradi tega, nimamo nekih težav z kadrom. Seveda sem pa kaj še najde, kaj mislim, zmanjka, ampak načeloma generalno imamo kadro dovolj, kljub temu, da vsi jamrajo o kadrih, mi ga imamo dost. Ne zmeraj pride kakšna luknja, ampak načeloma nimamo težav s tem. Verjetno tudi ena od zadev, seveda zaposlujemo lokalce, to nam je cilj, ne, lokalce zaposlovati in potem na ta način podpiramo seveda tudi svojo, imamo društvo športno, pa se tam dela nek team building, imamo res aktivne člane, sodelavce. Pozabil sem še, da so še gasilci, ki jih podpiramo, ne pa še mrskega, no, tega. Ampak hočem reči, na ta način malo gradimo, ampak tu je ena zadeva. Ampak druga, da daš nazaj in oni to cenijo in potem tudi bolj nekako vse skupaj bolj funkcionira. No. A veš, zakaj to sprašujem? Ker zdi se mi, da smo zapadli v čas, tudi upravičeno, ker podjetniki velikokrat rečete, že tako me navijajo z davki, vsemi spremembami, kaj mi zdaj ostane, kaj bom sploh še dajal nazaj, ne? A je plačevanje davkov v državi, kjer ustvarjaš vendarle nek minimum, pa bi morali reči, lejte, to je se pogovarjati, da je davčno uspešna in tudi, da ti gre država nasproti, vendarle, ampak vseeno, ne, Slovenija, kjer ustvarjam, je nek dom, domovina, okolje pa tisto, ki ti, kot si sam rekel, ne daje, pol, da lahko dobro delaš, ampak se mi zdi, da se zdaj pogovarjamo samo o drugi plati, o davkih, da je težko dati, verjamem, ampak potem na drugi strani sedim pa s tabo, nekaj rečeš, jaz pa verjamem, da je treba tudi dati. Mene davki, bom rekel, niti tako ne motijo, mislim, normalna država mora funkcionirati do davkov, mislim, ne vidim, nimam težav niti z višino davka, čeprav, na dobiček, ki včasih tu bremeni direktno firmo in malo, zaradi tega malo manj, bom rekel, podjetje ostane. Motijo me tisti davki, ne, oziroma davščine, oziroma dajatve, ki nam pa zmanjšujejo konkurenčnost, ne, in recimo, če gledamo, ne, to socialno kapico, dejansko tle je res težava, mi s tem nismo konkurenčni, smo manj konkurenčni, kakor so sosedje zraven, ne. Po drugi strani, s tem, če bi dvignili, bi se srednji sloj definitivno ukrepil, ker bi več dobil, ker bi neto bilo več izplačil, bi dobil močnejši srednji sloj in bi tle me mot, ker bi lahko več bil in bi si srednji sloj bil ojačal, ker zdaj pa s tem dejansko se postavi neka meja, ker se moraš ti kot podjetnik odločiti, ali si pripravljen več plačati preko tega iti,
pa je tu neke še boljše kadre, ker bi bilo lahko še boljši, ker vemo pa, da neko znanje, neke vrednote, vsak ti ceno postavi. In nekdo je vreden tudi 10 000 evrov, ki pride, ti bom naredil to pa to. Ne? Sem za tistih 10 000 evrov je mnogo več obdavčen tle, ker bo šel rajš v Avstrijo, bi rekel, sem rajš pri njemu delal. Ne? In tle smo pa malo, tle me pa mot me samo tukaj, kjer nismo konkurenčni. Drugače pa te davščine, lej, tudi tisti davki, nisem na dividendu, lej, pač delamo tle, še zmeraj nekaj ostane. Nimam tle kaj, pač daj cesarju, ker je cesarjevga, ampak bodimo pa saj v okolici enaki. Kako pa gledaš pol na te izjave, grem na Hrvaško, selim se na Hrvaško, pojdimo na Hrvaško, ne vem, imamo tudi jumbo plakate, odprite podjetje v Bosni in Hercegovini? To se mi ne zdi fair. No, mogoče so to, upam, da so to samo neke grožnje, pa neki pritiski, ampak ne zdi se mi to in tega ne bom, mislim, ne razmišljam. Tudi jaz imamo partnerje take, ki bi takoj del proizvodne prevzeli, pa bi tam in v Bosni in v Srbiji. Ampak dokler se bo dalo in bomo mi tle, jaz upam, da je to na grožnjah, čeprav nekateri podjetji vem, da selijo proizvodnjo dol zaradi nižjih proizvodnih stroškov. Ja. Prav, mislim, ne vem, jaz o tem ne razmišljam, jaz sem tem lokal patriot, dolgo bo dela za lokalce, ne razmišljam o tem, no. Nisem te prej vprašal, pa te bom zdaj, ker je priložnost, oziroma kolikokrat si ali pa ste dobili ponudbo nekoga, da bi vas odkupil? Skoraj bi lahko rekel, da stalno prihajajo. In to resne ponudbe. Zdaj trenutno vidim, da poteka v naši branži kar neka konsolidacija, kjer dejansko zelo se poskušajo neki grupirati, neke grupacije ustvarjati, očitno je neka priložnost, očitno je denarja dovolj. Tako da to so kar taki resne ponudbe prihajajo. Ne vem cifre, ker jih nočem niti videti, ampak govorijo o mnogokratnikih EBITDA, pa potem še premičnine bi vam pustili, pa vse to, ampak ne, me ne zanima, prvo bom dal pač priložnost otrokom, če se bosta pa ona odločila, pa videla, da je mogoče to edina rešitev, pa ne bi tega. Smo pa začeli obratno, smo začeli pa mi isto razmišljati. No to, ja. Tako da letos zaključujemo zdaj v kratkem sem še čakamo AVK, se pravi za varstvo konkurence, agencijo, bomo naredili en prevzem mislim, kar eno tako dobro en del enega podjetja, iščemo naprej, tudi se nam ponujajo, tako da bomo pa verjetno, če bo le šlo normalno, mi začeli saj, da mogoče to v bližino poskušamo konsolidirati, pa da mogoče se na ta način malo obrambno. No, veš, to je dobro izhodišče, ker v zadnjih letih smo večinoma videli, da velika ali korporacije ali večja podjetja vstopajo na slovenski trg, pokupijo, potem se nam pa čez nekaj let ne povsod, da ne bo pomote, imamo zelo nekaj dobrih primerov, ampak vendar kar nekaj tudi slabih, ne vem, vzemijo Heineken ali pa Union, kar naenkrat smo izgubili svoj brand, potem so se preselili, zdaj se zapira, ni nobenega tega vložka v okolje, to se nam sploh v športu, v kulturi kar močno pozna, velike korporacije v tem ne vidijo velikega plusa in če so včasih ogromno denarja dajali za športne in dogodke in klube ali pa v kulturo, je zdaj njihova politika drugačna. Se ti zdi to ena izmed velikih nevarnosti Slovenije, ker je majhna, ker morda ni toliko tega kapitala, da seveda podjetnik reče, zame je tudi najbolj ugodno, da to prodam, ker drugače bom težko konkuriral in da zgubimo v bistvu to domačnost, to, kar ti zagovarjaš, to, kar vi ste, na primer. Mi imamo v Novem mestu odlične primere, se pravi, imamo Revoz, imamo Adrio, dejansko Revoz v okolico daje samo zdaj, kaj dobo podporo državno, prej jih ni bilo, dobička je imel Revoz, največji proizvajalec, mislim, ogromen proizvajalec, je imel manj dobička kot naše podjetje, recimo, se pravi, ves dobiček je ostajal od zunaj. Tako da to je nevarnost. Adrio, poglejmo Adrio, se pravi, dok je bila še bivša lastnica zraven, ona je podpirala okolje, ko je dejansko ono poslanstvo tam zaključila, evo, takoj se je zgodilo, ne damo nič več v okolico in to, oni dejansko pridejo, kaj imajo tukaj, se pravi, kaj dobijo delovno silo, sposobno, ker Slovenci smo res dobri, ampak dejansko ves, kar je dobrega, bojo odpeljali ven,
že zdaj vozijo ven, se pravi dobičke in to si pač odpeljejo. Dejansko dobimo smeti pa neke službe, ampak te službe so zdaj tako, ker je zmeraj ljudi premalo, ne, ker je pač kadra premalo, ne vidim v tem nekih velikih težav, ne vidim težav, da ne bi najdel pa v drugih slovenskih podjetjih. Tako da tu zdaj ta trenutek, glede na to situacijo, mislim, da kadar ni tisto, kar bi moralo biti največja vrednota, pa da imajo službe. Ne, vse službe so, zdaj vsi bi še bolj zrastli, če bi imeli še več kadra na voljo, ne. Tako da to je nevarnost, jaz se strinjam in meni zaenkrat, no, jaz ne rečem, da se ne bom premislil še letos, ne, ker včasih tudi pride kakšne take težave, ki me tudi mislijo, da bi pa zdaj bom pa to pustil, pa ko mi treba je. In še teral, no. Še pod vprašanje glede na to, aj morda potem tudi napačno razmišljanje, ki ga pa se mi zdi, kar imamo v zadnjih letih, da je podjetništvo nekaj, saj se trudijo, ali pa se trudite, ali pa se tudi, naprimer, SBC trudi, ne, da je podjetništvo dobra stvar, to je gonilo gospodarstva, razvoja in tako naprej, ampak ta odnos do podjetništva, do razumevanja tega, da če vendarle nekaj ostane v domači, v slovenski, družinski lasti, je vpliv na okolje, je vračanje v okolje drugačno, kot če vse skupaj rečemo, naj pride nek tujec, to je super, ima več denarja, bo vse v redu. Da morda ne cenimo dovolj tega, kar imamo. Jaz bi se strinjal, ne, posebnih, zdaj zadnjih par let, ki je malo bolj leva oblast, ki mislim, da jim ni čisto jasno, ne. Včeraj sem gledal poročila, sem predsednika sindikatov poslušal, ne, delodajalci imel kot, delodajalci hoče, to sem zase, da bojo več imeli. Mislim, da jim ni čisto jasno, ne, ni jasno, kdo ustvarja tukaj in to je, ne kritiziram rad neke oblasti, ampak to, kar se je lansko dogajalo, to je bil pa vešek, no. To je bil pa vešek. Tudi, če govorimo tole božičnico, nekaj moramo omeniti, ne, nimam jaz nič proti, mi smo še več, zame osebno, mislim, za naše podjetje prišlo cenej, zaradi tega, ker smo pač tisti del vsaj imeli neobdavčeno, ne, smo še bolj čez prišli, ne. Ampak zakaj je obvezna, ne? To je bil vsaj nekaj, kar smo imeli, ali si jo dal, ali jo nisi dal, itak, da smo jo dali, ne, ampak še zmeraj je bilo, sem imel nekaj, kar sem tokom leta lahko govoril, glejte, če bomo delali, bomo bogato nagradili, ne. In zdaj nam vzamejo to edino, v bistvu, ki imaš edino, eno od tistih sredstev, ki si lahko jih malo motiviral, ti vzamejo, ker zdaj to že tako samoumevno. In zakaj ne bi bilo razpon celo večji, pa da bi bil razpon, zakaj vsi enako? Ne moramo vsi enako, eden je bil celo leto na bolniški, nekatere 3 leta že nisem videl, so pri nas zaposleni, pa mu moraš dati ta regres, ne, mislim, zakaj že? Zakaj? In potem enako kot tisto, ki je delal, mislim, pa kje je tle logika, Dajmo se reči, da imaš od toliko do toliko, velja enako tudi za javno upravo, tudi tam imajo težave, vodje oddelkov imajo težave in bi imeli vsaj eno moč, da rekli, konc leta ti pa lahko jaz dam več, ali ti dam pa manj. Ne, ampak to je samo ena od bedarij, ampak to, kar je v zadnjem času, pa je tak hamnarija na hamnarijo. Ja, če sva govorili o tem, da o podjetništvu, pa da imaš rad okolje in da delaš tudi za okolje zase in tako naprej, morda skok na Slovenijo, a ne, ker zdaj sem videl, da jo imaš rad. Prosil sem te na začetku, če mi pošlješ nekaj krajev, kjer je tudi tvoje srce, Novo mesto je bilo prvo seveda, ne, potem pa si naštel še nekaj, Bled se mi zdi, Goriška Brda, kaj še? No, dajmo tako, se pravi, Novo mesto normalno, mislim, Novo mesto imam izredno rad. Potem pa sem se odločil za Kranjsko Goro, tam imam tudi eno hiško in ker mi je pač tisto okolje res všeč, drugače niti ne bi tam seveda hotel imeti vikend. Potem iz tistega vikenda hodim s kolesom malo okrog, sem razmišljal, kaj, sem seveda Bled, zmeraj gremo radi na Bled. Čeprav je gužva, ampak z biciklom ni gužva. Če greš s kolesom na Bled, je čisto v redu, parkiraš, kjer hočeš in ni nobenih težav. Potem Ljubljana mi je, samo mesto mi je čudovito, tudi doskrat se tudi s kolesom odpeljala, z ženo greva v Ljubljano, gremo v Ljubljano, pa potem prespimo, pa drug dan nazaj. Goriška Brda so fantastična, tam sem pa tudi malo, ker sem malo tudi v vinsko zgodbo vpleten in sem se tle izobraževal, smeli smo vinograd, kot sem že povedal, pa sem jaz bil v bistvu enolog naše kleti in sem se kar enih dobrih 10 let intenzivno ukvarjal, pa izobraževal, sem postal sommelier prve stopnje, pa upravil ne vem koliko še teh tečajev za
enologijo pa o vinih. In to je ena moja zgodba in Goriška Brda me zelo impresionirajo s svojo in videl sem kakovostjo, tako da ja, Goriška Brda nisem mogel spustiti. Smo imeli še kaj tazga, kaj sem dal še? Ne, mislim, da si dal Kranjsko Goro, Bled, Ja. Ljubljana, Novo Tako. mesto, Goriška Brda. Ja. Kako ti vidiš ljubezen do Slovenije? A to je neko čustvo, veš, včasih zdaj gremo, pa si v besu zastavo, ali je ena politična stranka bolj domoljubna. Ti si podjetnik in ti si že skozi ta pogovor dal jasno vedeti, kaj pomeni odgovornost do države, do družbe, do domovine. Pa lej, Slovenijo imam rad, ne. Zdaj, mogoče ena zadeva, ki sem me prej sprašal, kaj je bilo včasih, pa kaj je zdaj, ne, je tisto, ne, časih, jaz se spomnim tistih časov, ti bi še malo mlad, ko se je bližala ta odcepitev, koliko je bilo tisto, ko smo nosili broške, Slovenija moja dežela, kakšni smo bili tu nacionalisti, kako smo bili ponosni na državo, ne, in zdaj, če pogledaš, zdaj se verjetno smo še, ampak takrat smo vsi dihali ko eno, zdaj pa dihamo levo pa desno in to je tako, tisto, kar mi ni všeč, mislim, enostavno je ta ekstremizem ratov tak, da nimamo, mislim, rabili bomo par let, da bomo nekoga nekako počasi, po mojem, spet skupaj, ali pa bomo rabili nek velik zunanji problem, ali pa velik notranji problem. Vse za šport se še združimo, ne, mogoče šport še edina na nekih tekmah za naše športnike, takrat mogoče edino še dihamo za eno, ampak za ostale stvari pa smo zmeraj razdeljeni na dve zadeve, mislim, na dve strani in to je tisto, A te to najbolj boli? To me res boli. To me boli, ta ekstremizem, pa nekdo začne tam pride in začnejo po svoje. Samo njegova stran je prav, pa pride druga stran, samo to je prav, kaj oni delajo, le kaj ta dela, pa dajmo biti malo manj ekstremizma, pa se dajmo malo zmeniti, kje pa najdemo kaj skupnega, kje imamo kaj skupnega, pa da probamo se kje, ne pa sem, kaj je narobe naredil, mislim, to me, ker jaz sem poskušam biti res nekje v sredini in pač prej sem pokritiziral levo stran, ker so res bili slabi so bili, zadnjo obdobje so bili slabi, ker so veliko slabega naredili za državo, ker so pač obremenili ta naš proračun več, kot bi bilo potrebno. Če bojo desni prišli, bom tudi njih pokritiziral, če bojo take neumnosti počeli in sem jih tudi že kaj, ampak enostavno poskušam biti res nevtralen pa objektiven, če se da, in ne grem se nobenega ekstremizma, me ne zanima, ampak mislim, da bi morali več biti tako nekaj enega pametnega sredinskega razmišljanja, ne pa, da smo sam levi, desni. A fanta to kaj zanima, ta Slovenija, pa to dogajanje, o tem kaj klepetate? Ja, zdaj, ko so bile volitve, kaj boš ti volil, kaj ne, mislim, dejansko so malo, oni imajo toliko tega očitno v svojih medijih, kjer to, da je tega in enega in drugega, tako da so dejansko tudi malo zmedeni, ne, nekatere pač prepričajo nekateri, ostale očitno ne, moja dva sta bila zmedena, sta prosila, če imam kakšen nasvet, pa sem jim povedal eno, drugo stran, pa sem rekel, lej, povedal sem tudi, koga bom jaz volil, pa zakaj ga bom volil, lej, ampak vidva. Aha, navodil pa nisi dal, kako se gre Ne, na volišče. ne. Dobro. Ne, tudi moja mama, recimo, ne, ona je tudi že kar tam ona reče, ti moraš tega voliti, pa tega, pa so tudi sinove, recimo, ne, koga morata voliti, ne, pa zdaj, je tu prav, sem rekel, da ti se vidi, da se čist sama dva odločita, ker in pa poskušaš razložiti napake enih, napake drugih, pa kjer je, kaj bi bilo, kaj boš od enega lahko pričakuješ, drugega, to je vse, kar je, drugače pa so precej zmedeni, ker tega je, ne veš, kaj je fake, ne veš, kaj je res, tega je malo preveč, no. Rekel si, da bomo rabili kar nekaj let, da morda najdemo neko, ne vem, ali skupno točko, ali pa da se vsi malo pomirijo, se kar strinjam s tabo. Kako pa vidiš Slovenijo, ne vem, čez 10 let, ali pa kaj bi si ti želel, da bi pa imeli neko smer, nek cilj mogoče tudi, ne? Da si rečemo, ok, šli smo v Evropsko unijo, šli smo v NATO, prej smo dobili svojo državo, zdaj pa ne vem, kaj pa bi bil ta cilj, kaj bi ti rekel, lej, to je lahko nekaj, kamor vsi skupaj stremimo. Težko rečem, kakšen cilj, definitivno bi se morali malo bolj poenotiti, se pravi, poskušati te ekstremiste, ki nam poskušajo vladati, dati na stran in se z njimi sploh ne pogovarjati, oni lajajo pri svojih, pa neko sredinsko razmišljanje, če se navežem na politiko nazaj, poskrbeti moramo za svojo okolico, definitivno, ne, ker je to malo za naravo, moramo pustiti, se pravi, ne v slabšem, kvečemo v boljšem stanju naravo za svoje zanamce,
To je tudi ena od tistih idej, mogoče, mislim, enih vrednot, ki se nismo pogovarjali, nisem vprašal. To je bilo zadnje vprašanje, veš? Ampak je v redu. Kaj bi rad pustil za sabo in kaj je tisto, ampak mogoče gre zdaj, skočimo na te vrednote, se pravi, mi smo, poskušam pa tudi, veliko delamo, ne, se pravi, na zeleni strategiji, imamo tudi, smo naredili tudi trajnostno strategijo, ampak mi smo jo tudi udejanili, ne, imamo skoraj 2 megavata elektrarn, potem imamo, embalažo smo zamenjali, da imamo praktično folije, skoraj nimamo povratne palete, potem smo šli vozni park, imamo, mislim, da že 7 službenih vozil, osebnih, pa imamo zdaj že servisni kombi električen, pa imamo kamione, prvi, ki imamo tudi kamion za distribucijo električen, zdajle prvi, ki se bo kakšen denar, da bomo kaj uspeli kaj prešparati, bomo šli v hranilnike, tako da je skozi poskušamo materiale zamenjati, se pravi, glede na to, na podlagi te trajnostne strategije smo si dali, da bi poskušali material najti take, ki bi bili bolj možni lažje reciklirati, tudi ogromno, praktično vse recikliramo. Mi nimamo več, zelo malo pridelamo smeti. Dejansko imamo te surovine, pridelamo surovine, ki jih skoraj vse prodamo. Mogoče ki je kakšno zadevo, da jo zastojno damo, no, v glavnem. Zelo veliki in tudi v firmi, v podjetju poskušam to vplivati, da se poskušamo čim bolj zeleno obnašati in da naredimo nekako en tak trajnostni prehod. Ja. A si potem zagovornik, ne vem, sončnih elektrarn, vetrnih elektrarn, pa mogoče na drugi strani drugega bloka jedrske elektrarne, a se ukvarjaš kaj s tem vprašanjem, ker vem, da se gospodarstveniki morate kaj Oboje rabimo. Definitivno jedrsko elektrarno nujno jo bomo rabili, ker pač tu mora biti en tak zanesljiv stalen vir. Je pa res, da zraven pa še rabimo tudi malo podporno ostaga. Mislim, meni je že zaradi tega dobro, ne? Če bi ratal energetsko neodvisen, če bi uspel predelati pa shraniti recimo toliko energije, da jaz ne čakam zdaj, ali bo kakšen mrk, ki je bil, bi se ful dobro počutil. Tudi zdajle mi imamo fino, ko imamo te električne avtomobile, pa to je tudi se kar fino počutiš. Ok, ne rabiš skrbeti, cena gor. Tako da zdajle se menimo še za en kamion, tako da absolutno pa se za oboje. Mislim, ne bi, jaz vem, da ne bo sončna pa vetrna, ne bojo zadovoljili dost. Je pa fino, da bi te površine, ki jih lahko, bi enostavno s tem pa pokrili, pa izkoristili. No. Si me spomnil na stvar, ki imam pa res ob koncu, ko sem te hotel vprašati, kaj bi rad pustil za sabo? Ne, kaj je tisto, kar pustiš za sabo? So to vrednote, ki jih tudi sinova dva potem naprej živita in jih peljeta v tvoje podjetje? Je to, kot si rekel, res zeleno usmerjeno podjetje, vsa ta športna društva, ki tudi zaradi pomoči podjetja živijo, preživijo, dajo mogoče nove zmagovalce, ki nas združujejo. A si kdaj o tem razmišljal? Jaz razmišljam skozi, jaz sem si tudi že nek odštevalnik dal, tako da jaz mislim, da je zdaj sem še, če moram zračunati, mislim, da sem še 11 let, ja, sem še 11 let in moj odštevalnik. Ko boš delal, misliš? Ko se bom iz firme izključil, umaknil iz firme in seveda cilj mi je pustiti za sabo dobro organizirano podjetje z nekimi skupaj z vrednotami, ki jih pač skupaj gojimo, do narave, do zaposlenih, do pač strank, se pravi nek tak dobro utečen ustroj. To bi seveda me najbolj grelo, ne, da potem laufa naprej ali pa se zadeva nadgrajuje. Bi pa še ena stvar povedal tle, no, ker sem rekel, včasih bila rast, ne, pa smo tej rasti. Tista rast je res problematična. Zdaj zadnjih par let smo približno takole na ravnem, to je bistveno boljše in tudi nimam nekih ambicij, da gremo v neke nove trge, pa ne vem, kolikrat toliko ambiciozen pa nisem, no, se pravi, ne bi jaz šel tlele, da bi imel zdaj še Francijo, pa 400 zaposlenih, pa še tam toliko ambiciozen pa nisem, ker vse po drugi strani ni treba, no. Vse je čisto v redu, čisto dobro delamo na tem nivoju, če ostanemo, pa jaz mislim, da je čisto v redu, čeprav nekateri pravijo, da če si enkrat ostaneš, da pa greš dol. Jaz pa mislim, da ni nujno, no. Veš, to si mi pa ravno spomnil, nekateri pa pravijo, da Slovencem pa prav manjka te ambicioznosti, da se hitro zadovoljimo, pa rečemo, ok, zdaj smo tukaj, to je to.
Ja, lej, sem pač tak, lej, nisem. Vse mogoče bojo pa sinovi pa dali v eno predstavo više, Naslednja, ne? pa bojo dali v eno predstavo više, pa bojo odleteli naprej. Jaz sem zase, bi se v teh okvirih održal. Čisto za konec se bom pa vrnil iz podjetništva k zemlji. Koliko vina imate svojega? Priznam, zadnjič sem dobil za pokušino tudi eno prav posebno stvar, ki je bila še od tvojega očeta, ki je ostala v sodih. Se pravi, koliko se ukvarjaš s tem, kar lahko ponudiš, od salam do vina? Moje vinarske zgodbe lastne je konec. Zadnji letnik, ki sem ga pridelal, je bil 2015. Ne, mogoče je bil celo 2016, ne vem, na tam nekje. Vem, da ustekleničeno je zadnjo 2015, to vem zdaj, ko vidim arhivo, ko imam. Moja vina so bila Franki, modra Frankinja, pa Chardonnay. Vse malo v lesenih sočkih, pa to kar tako primerno za zorenje. Nekaj tudi penine še zdaj delam, sicer za mojega svaka, ki ima nek vinograd, pa mu pomagam vsake 2 leti kakšno serijo penin narediti. Ampak sem zaključil, očeta je takrat zbolel oče, pa jaz sam tega nisem imel, ni bilo šans in sem enostavno to zaključil. V salamah se ne grem. Arhive je še veliko ostalo, veliko je ostalo pa še tega, tudi smo pa dali vinjaka, pa grape. Smo ravno, mislim, da lani še zadnjo serijo, okrog 1800 steklenic tole napolnili, ampak to je konc, sem še arhiva, zdaj je sem še arhiva. Lepo je biti Dolenjca. Oziroma, sem se pa spomnil, imam pa še eno zadevo, ki mi zori v sodu, je pa še dolenjski portovc iz modre Frankinje, letnik 2013. Še čist brez žvepla, se pravi, to je portovc, v bistvu je alkoholizirano vino, to, ko vretje prekineš s tem, da dodaš žganje noter, se vretje vstav, s tem je zaščiteno proti bakteriji. Oksidacija je pa dovoljena, pravzaprav je do neke mere celo zaželjena, da da tiste malo bolj okus po orehih pa to, ampak moja še sploh oksidirala ni, tako da je še en soček, en ta mal soček, enih 110 litrov, zdaj še zori pri meni doma, Vidiš, lepo je biti Dolenc, ne? Ja. Ne, mi je oče kar lepo pustil tole, no. Saj neko zgodovino, ki imaš še v kleti zdaj. Hvala lepa. Hvala lepa, da ustvarjaš v Sloveniji, hvala lepa, da daješ družbi, hvala lepa za ta pogovor. Jaz sem zelo užival, ker veliko stvari nisem vedel in si z nami delil kar nekaj takih dobrih zgodb. Tako da uspešno delo še naprej, pa ne ta števec počasi mine, ne? Naj se ne mudi. Hvala tudi tebi za ta res lep pogovor. Hvala. Vam pa hvala lepa, da ste bili z nami. Verjamem, da ste našli kar nekaj točk, kjer ste se tudi sami prepoznali. Predvsem pa je to res pogovor o tem, da vidimo, da tisti, ki ustvarja pri nas, ustvarja z veseljem, zato tudi z veseljem daje, ker tudi okolje daje tistim, ki ustvarjajo tukaj. Hvala lepa, do naslednjič.